En lep dober dan želim, spoštovani gostitelj, predsednik Območno-obrtno-podjetniške zbornice Marko Gorjak, podpredsednik Območno-obrtno-podjetniške zbornice Maribor in državni svetnik kolega Aleš Pulko in državni svetnik in župan David Klobasa, spoštovani predsednik krovne organizacije Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, poslanke in poslanci državnega zbora, župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, podžupan in svetniki in svetnice mestne občine Maribor, župani okoliških občin, cenjene dame, ljubljanti. Tretjič, ta teden sem v prelepi pokrajini Štajerski in moram reči, da energijo, ki jo dajete, je posebna. Ko me je prijatelj povabil na predstavo Edvarda Kluga, sem začutil to neverjetno energijo v dvorani, ki resnično jo nisem doživel ne v Ljubljani, ne na Primorskem, ne na Gorenjskem. Skratka, ste ljudje s polnim srcem in danes mi je res veselje, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe ter seveda v svojem imenu na tem prekrasnem slavnostnem dogodku o 50-letnici uspešne zgodbe Območno-obrtno-podjetniške zbornice Maribor. Dovolite, da vam čestitam v imenu, čestitam za vztrajnost, za uspešno povezovanje in vključevanje obrtnic in obrtnikov, podjetnic in podjetnikov na vašem področju. Tako kot vsaka skupnost je tudi zbornični sistem tako močan, kolikor je močan, odločen in odličen. Vsak izmed njegovih članov, v tem primeru območnih zbornic. Med vsemi 62 območnimi zbornicami v Sloveniji je prav vaša največja in šteje 962 članov in to aktivnih. Število članov priča o tem, da delate očitno nekaj dobrega. Da so obrtnice in obrtniki, podjetnice in podjetniki prepoznali vaš prispevek k boljšemu podjetniškemu okolju in spoznali, da se preprosto splača biti član zbornice. Med drugim tudi zaradi dostopa do informacij, hitri pretok informacij, ki jih prejemajo člani tako preko območnih zbornic, leti preko krovne zbornice, je bil izrednega pomena že v času COVID krize, pa potem je bila energetska kriza, zdaj nas so doletele te vremenske nevšečnosti, vremenske ujme in vsi takrat potrebujemo čimprejšen odziv in dobre informacije. Povezovalna vloga obrtno-podjetniškega zborničnega sistema je ključnega pomena za pozitivni trend razvoja obrti in podjetništvo, posledično pa tudi okolja in naše družbe kot celote. Nenazadnje je delo Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in posameznih območnih zbornic zaslužno tudi zato, da se mnogi poklici ne znajdejo na seznamu deficitarnih poklicov. Poleg posvetovalne vloge navznoter ima obrtno-podjetniški sistem tudi povezovalno vlogo in glasogovornik, saj je ključni zagovornik boljših sprememb za gospodarjenje obrti, mikro, malih in srednjih podjetij pri različnih deležnikih, kot so ravno Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in seveda v ekonomsko-socialnem svetu. Rezultati aktivnega dela so vidni na primer pri digitalizaciji in sprejemu zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, s katerim je pojem rokodelstva prvič doslej stopil v slovenski pravni red. Zakon uvaja nujno potrebo sistemske rešitve prenosa rokodelskih znanj, spretnosti in veščin preko rokodelcev in rokodelskih izdelkov. Upam, da bo tudi z vašo pomočjo ta zakon pripomogel k spodbujanju podjetništva in področju rokodelstva, ki je prava zakladnica slovenske kulturne dediščine. Da držite skupaj je še posebno pomembno v času, ko so krave bolj suhe kot debele. In da znate držati skupaj, so pokazale tudi nedavne vremenske ujme. Ponovno se je izkazala, da je solidarnost tudi nekaj
med obrtniki in podjetniki še kako živo. Kljub konkurenčnemu poslovnemu okolju, ki vsakega posameznega obrtnika ali podjetnika sili v hitrejši, cenejšo ponudbo, boljšo od ostalih, ste znova dokazali, da je v nesreči skrb za sočloveka na prvem mestu, tudi z zbiranjem pomoči za oškodovane obrtnike in podjetnike. Na tem mestu želim izpostaviti, da imate obrtniki in podjetniki, kot tudi gospodarstvo kot celota v državnem svetu odločnega zagovornika, tako v okviru interesnih skupin, kot tudi v Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki redno strokovno obravnava vse zadeve. Komisija pripravlja, sprejema in predstavlja strokovno podkrepljena mnenja na odborih v državnem zboru in na plenimu državnega sveta. Državni svet se kot prvi dom civilne družbe nudi prostor za izmenjavo mnenj, za povezovanje deležnikov z različnih področji z namenom iskanja najboljših in najbolj vključujočih rešitev. Verjamem, da bojo vprašanja, ki so pereča, širša, še bolj strpna, če zna biti razprava dobra. Vključevanje in povezovanje, ki ga negujete na Obrtni zbornici skupaj s tradicionalnimi vrednotami, kot so delavnost, marljivost, vztrajnost, poštenost, pa tudi odličnost, znanje in inovativnost, naj bo tudi v prihodnje tako močna in povezovalna, kot je v območno obrtni podjetniški zbornici Maribor. Hvala lepa.